Tako, spoštovane dame in gospodje, zdaj pa en video malce izven konteksta obnove Britofa. In sicer gremo na to, da je to pokopališče prikaz in dokaz, da je Ptuj bilo multikulturno mesto. In nekako v obdobju po letu 1945 cel razvoj trokira zaradi dejansko neke oblike pseudonacionalizma, ki se je pojavila. In jaz kot avtor projekta Holokaust trdim, da je ena izmed največjih zablod, ki jo v tem našem okolju imamo danes, itak vse, kar se z neko politično agendo ne sklada, je avtomatsko za fašizem, deklarirano in preganjano. In druga stvar, dojemanje naše tistega časa, da so nas napadli konkretno Nemci s poimenovanjem naroda, ne pa nacisti. In skoraj da nihče se očitno ne poglobi v to, da so ti nacisti, ki so drugo svetovno vojno začeli, dodamo tudi skupaj s Stalinom, so najprej v lastni državi v 6 letih pobili vse intelektualce, ki so dejansko bili humanisti. Ja, zagotovo. Jaz mislim, kot prvo res poudarimo še enkrat, da na tem pokopališču je pokopanih 15 različnih narodnosti. Mislim, da danes je nepojemljivo pomisliti, da na Ptuju živi 15 različnih narodnosti, 15 različnih jezikov, vsi skupaj. No, to je bil Ptuj včasih. Ptuj je bil resnično multikulturno mesto, tvornica res neverjetnih premikov v tej regiji in širše v Evropi. Pa dajmo se še malo poigrati z mislijo. Mi smo imeli med prvimi bolnico. Ptuj je bil na mapah srednjega veka, ko še večina slovenskih mest sploh ni bila. Pardon, se opravičujem, ampak zanos ta intelektualni da je tudi med prvimi gledališči. Med prvimi gledališči. Tako da dejansko zakaj je to pokopališče pomembno, je prav to. Ta zavedanje, da je bilo ta multikulturna plat Ptuja resnično prisotna in to, da dejansko se da živeti skupaj z različnimi kulturami, z različnimi narodi. Seveda to, kar si rekel, da pač ni Nemčija napadla, ampak ena oblast napadla. Oblast je vedno tista, ki odloča, vodi nažalost narode v neumnosti in seveda nacizem je med tistimi pristopi oblasti, ki je bil potreben pač določeni eliti, da je prišla na oblast in potem vodila celoten svet v propad. Kar je temu sledilo, je seveda še ena neumnost, to je bila tista socialna čistka, ki nas je pripeljala do tega, da danes midva moramo tukaj se sprehajati po pokopališču in opozarjati na neumnosti oblasti in na propad tistega kulturnega in filozofskega pogleda, ki ga je Ptuj vedno imel in mu manjka v zadnjih 40-50 letih, nažalost, zato ker pač vladanje so želeli narediti, da vlada enoumje, ne samo na Ptuju seveda, ampak v širši regiji in iz tega seveda moramo se povleči ven. In da dodam za zaključek, ko smo prej v debati mimo kamere dejali, Ptuj potrebuje nov zagon in jaz opazujem, da nimo, zakaj nam kot državi od vstopa v EU tako trokira, zato ker smo ostali v neki miselni paradigmi. Dejansko je pa to neka naša dolžnost, če vstopimo v skupnost narodov, da se nekako katarziramo tudi in dojamemo, kako dejansko sobivanje mora izgledati, kot je tudi tu prikazano. 15 različnih si predstavljamo to danes, v sožitju. Tako je, mislim, dejansko mi smo skupili v eno, če lahko na nek način rečem mutatis mutandi, skupnost, kot je bila stara cesarska ureditev, v kateri smo živeli 600-700 let, in skupnost narodov, ki ima neko koordinirano kooperacijo in seveda moramo se zavedati, kaj smo bili v zgodovini in naša zgodovina se ne začne leta 1945. In to je problem seveda slovenskega naroda, tako kot tudi Ptuja, da vidimo vse preko te prizme, ampak večina naše zgodovine je pred leto 1945. In za zaključek jaz dodam, zavedajmo se, kadarkoli in kjerkoli zločinov skupine znotraj nekega naroda ne moremo potem projicirati in kaznovati celotnega naroda. To je bistveno dojeti. To je jasno, to mislim, da so dojeli v Evropi že leta 1946, nam pa še verjetno manjka malo kakšni korak v to smer. Hvala, se vidimo ob naslednji priliki. Hvala, nasvidenje.